Hola. Evo, današnji video, iskreno da vam povem, jaz nimam pojma, o čemu bom govoril. Meni tekom dneva pridejo ideje in dobim ponovadi samo kakšno besedo ali pa nekaj, kar se mi dogaja v življenju. In mi to da inspiracijo, da pridem pred vas. In potem, ko odprem usta, stvari tečejo iz mene. Tako da dostikrat, oziroma v večini, sploh ne vem, kaj bom govoril, ko začnem snemati video. Ampak, na primer, zdaj ena alineja, ki jo imam, je romantika. Hotel sem povedati nekaj na temo romantike. To je to. Kaj bomo povedali, pa bomo videli zdaj. V glavnem, živimo v svetu, kjer je dostikrat ima ful velik pomen biti samo vzor in nuditi motivacijo. Motivacija je ful. Na primer, v prejšnjem videu omenim, da kako, če smo prazni v sebi, če smo šibki, ker smo delni, da zmeri potem zaradi tega, ker nismo torej sami močni, ker nam naše močno stanje ne izraža oziroma ne daje potrditve, da smo močni, potem zmeri to iščemo od drugih ljudi. Torej, če si delen, nisi močen, in če nisi močen, potem zmeri iščeš potrditev od drugih, da si močen, zato ker veš, da v resnici nisi, ampak bi rad bil viden in bi se rad počutil, kot da si močen. Zato mi ljudje iščemo konstantno potrditve izven sebe, čeprav so vsi odgovori in vsa moč v nas samih. In v glavnem, če hočeš pogledati malo več na to temo, kar sem zdaj povedal, si poglej prejšnji video. Današnja tema sem hotel bolj povedati kot neko motivacijo, ki je v večini oziroma dostikrat vse, kar rabiš v lifeu. In če sem samo še en video človeka, ki govori nekaj motivacijskega, zato da pridemo v boljši jutri, čeprav to dela že kar nekaj ljudi, dosti ljudi, ne vsi, mogli bi vsi, ampak niso vsi na tem nivoju, da bi bili dovolj močni, da bi lahko motivirali ljudi. Ni panike, zato sem tukaj. V glavnem, rad bi povedal nekaj, kar je pristnega meni, ne samo nekaj motivacijskega, tako kot nekateri govorijo, gremo samo naprej grizi, ker to je šibkost. Rad bi predstavil realnost situacije. Ker nekdo, ki samo grize in gura naprej, ne pomeni, da je močen. Do neke mere, ja, to je znak moči, ampak do neke mere ti lahko tudi pomeni grist in grindati in samo furati naprej v neko smer in se ne ustaviti, je lahko distrakcija. In dostikrat je. Zato, ker življenje bi lahko bilo zelo bolj in v resnici je lahkotno. Kadar se nehaš upirati. Jaz se zmeraj zavedam, da mi živimo v suženjskem sistemu in da v večini nas elita jebe v zdrav mozak in nam je zato življenje oteženo. Jaz, ko govorim o teh stvareh, govorim o našem notranjem stanju, kjer imamo vpliv največji in kjer nam bo to, da pridemo do lastne moči, omogočilo, da več ne bomo tolerirali, da elita z nami dela kot z drekom. Zato govorim o tem in o tem govorim. Torej, ne govorim o tem, da mi živimo v suženjskem sistemu, ker nekdo si misli, lahko je tebi tu v hali, zdaj čičet na stolčku in pametovati nam ljudem o moči. Ti nimaš 4 otrok, za katere moraš poskrbeti in si imati samo hranilke. Jaz razumem te stvari, da življenje je težko, življenje je borba in mi živimo v suženjskem sistemu. Ampak mi ta suženjski sistem dovoljujemo, zato ker toleriramo disociacijo znotraj nas. Dokler bomo tolerirali disociacijo znotraj nas, torej našo lastno šibkost, dokler bomo to vzdrževali, bili ovce, bomo dovolili eliti, da so volkovi.
In temu stanju smo in to dovoljujemo. In moj namen kanala in mojih videov je ravno to, da mi ovce več ne bi bili, da postanemo svoji lideri sami sebi in na ta način mi sebe vodimo in s tem elita zgubi vso moč nad nami. To je namen videov in to je povezava med tem notranjim svetom in zunanjim svetom. Če misliš, da se bo suženstvo spremenilo nekje tam v politiki, se ne bo. Spremenilo se bo skozi nas, skozi našo lastno duhovnost. In duhovnost je moč. Suverenost človeka, to je duhovnost. Močen karakter. Ampak močen karakter ne pomeni biti, to je del moči. Del moči je tudi ranljivost, kjer si ti dovoliš sebe se zlomiti in si dovoliti biti človek, kjer si realen in si dovoliš vsa čustva, ne samo jezo in grindaš in se delaš, da si jak in da nič ti ne more noben, ampak si zares močen in si celosten. Prava moč je v celostnosti. Prava moč ni v grizenju in agresiji. Prava moč je v celostnosti. In kadar si celosten, pomeni, da lahko sprejemaš vse dele življenja, vse dele, ki ti jih življenje predstavi in od njih ne bežiš. To je prava moč. In v glavnem hotel sem povedati nekaj motivacijskega, zato ker je to ful dobra spodbuda k lastni moči, k doseganju lastne moči in s tem k moči skupnosti in s tem k temu, da nas noben več ne more razdvojevati in s tem manipulirati z nami, tako kot to zdaj dela elita. V glavnem, romantika. Eni ljudje si mislijo, da je romantika samo za nekatere ljudi, ki so romantična duša. In si mislijo, on je romantičen, on je romantična duša, on je romantičen in to so kao specialni ljudje, ki si namišljajo neko lepšo realnost, kot je. Ampak to ni res. To je daleč od resnice. Če si ti čisto pristen in se ustaviš v življenju malo in ne bežiš in se zagledaš vase in v življenje, boš ugotovil, da vse, kar se vsak trenutek dogaja, je čista čarovnija. Če imaš cajt v dnevu in namesto da hitiš prižigati čik in namesto da hitiš v neke druge distrakcije ali pa na fitness, ki je na koncu samo ena distrakcija in reguliranje stresa, če si vzameš cajt, globoko vdihneš, se sprostiš in začneš sprejemati realnost takšna, kakršna je, boš videl, da ko si dovoliš bolečino, kljub temu, da te je strah in da steče skozi tebe, torej se soočiš s strahom, te je strah in vseeno dovoliš, da čustva stečejo skozi tebe, kadar si to dovolimo, vsi ugotovimo, da večje sprostitve ni. Največjo sprostitev doživiš v življenju, kadar si se tisti žalosti, tistemu joku, kateremu si se celo življenje upiral, ko si ga dovoliš. Dokler se upiraš temu, boš iskal načine, kako ta stres zregulirati. In boš kadil čike, boš pil, boš hodil v fitness in ne vem, kaj vse boš delal. To je samo regulacija stresa. Enkrat, ko si dovoliš tisto žalost, ki jo celo življenje tlačiš v sebi, ali pa jezo, naprimer. Če tlačiš celo življenje jezo, tako kot sem jo jaz, 30 let tlačil jezo, zaradi tega razvil 3 avtoimunske bolezni. Enkrat, ko si jezo dovoliš, dokler si jo ne dovoliš, te živega je. Dokler si jo ne želiš, dokler se ji upiraš, te živega je. In dokler se ji upiraš in te živega je, lahko delaš 1001 metodo za reguliranje stresa, lahko delaš dihalne vaje 5 ur, lahko meditiraš 5 ur, lahko pohaš travo 5 ur, lahko delaš kar češ. Nema veze, hodiš na akupunkture, masaže, kitajska medicina, ne vem koga svega kurca lahko delaš, ti samo reguliraš stres. In čeprav na zunaj izgleda ful fino, je to distrakcija.
potrjevanje lastne šibkosti, nisi sposoben sprejemati life tako, kot je. In torej vsi vemo, čisto vsak je to doživel v svojem lifeu, da enkrat, ko si dovolimo ta čustva, kakršnakoli počutja, stanja, izraze nas, dovolimo, lahko preprosto izreči resnico, našo resničnost. Preprosto povedati stvari, lahko je čutiti, lahko je pokazati s telesom ali kakorkoli, dokler si mi teh stvari ne dovolimo, oziroma ko si jih dovolimo, je vsak človek že doživel, da enkrat, ko se zjočeš, enkrat, ko se razdiš do konca, po temu je v glavi mir. Je mir, je sprostitev, večje sprostitev od tega ni. In to je sprostitev, ki ostane. To je sprostitev, ki je zaslužena. To ni fake sprostitev kot na drogi, ki jo dobiš. Oziroma, ki jo imaš, kadar se zadrogiraš z nečim. Oziroma, greš v neke distrakcije, nekje reguliraš stres. To ni takšna sprostitev, ker ono je samo trenutna sprostitev. In ne samo, da ti zares nisi sproščen, če se vdajaš v droge in distrakcije. Kadar se vdajaš v droge in distrakcije, ti se sprostiš do ene mere pa rataš nem. Torej, kakršnokoli vdajanje v droge in distrakcije, kakršnekoli substance, metode, obnašanja ali karkoli delaš, kar je distrakcija in je regulacija stresa, do ene mere reguliraš stres samo tisti trenutek, ne razčiščuješ stvari, torej prikrivaš, pometaš pod preprogo, samo zato, da bi imel mir za neki cajta in istočasno tistega mira zares v celoti ne čutiš, ker te vsaka droga, vsaka neka ekstremna zadeva, metoda, te samo tudi istočasno onemite in torej mira zares ne moreš čutiti. Prvo kot prvo ni pristen, je samo pometen pod preprogo problem in zato mir ni pristen in drugo kot drugo, istočasno rataš nem. In kadar si nem, mira ne moreš čutiti v celoti. Zato ker si nem. Če si nem, ne moreš čutiti. Nisi občutljiv dovolj, da bi čutil mir do konca. In v glavnem, vsi vemo, da samo kadar spucaš, si dovoliš izraz življenja, tako kot tisti trenutek življenja zahteva tebe, ti lahko prideš do pravega miru. Tisti pravi mir, ki je zaslužen mir, zato ker tisto, kar nam je povzročalo nemir, smo spustili, izrazili skozi sebe. To ti prinese mir, to je razrešitev problema, ti prinese mir in istočasno nisi uporabil nobene substance oziroma metode, ki te naredi nemega in tisti mir, zato lahko res čutiš, si občutljiv in ga lahko čutiš v celoti. In sploh, ko strah steče skozi telo, rataš še bolj občutljiv in je tisti mir, čutiš takrat kot neko svetost. Kot občutek svetosti je, počutiš se blaženo. In to vsi vemo, to ve vsak otrok, vsak človek to ve. In v glavnem to je vse, kar življenje zahteva. In v glavnem, govoril sem o romantiki in šel sem čisto nekam drugam. V glavnem, kaj sem hotel povedati na temo romantike, da se spomnim, ker sem že pozabil. Romantika, kaj sem govoril? Da imamo neke romantične duše, in da je ta trenutek čarovnija. Če sem še kaj povedal, nimam pojma. V glavnem, gremo od čarovnije naprej. V glavnem, torej, če si res pristen, če prideš do tega miru, samo če si v tem miru, ki sem ga zdaj opisal, v tem stanju si zares pristen. Do tega prideš z delom, sem ga zdaj razložil. To delo se kliče integracija, by the way. V glavnem, do tega miru, do tega stanja blaženosti, lahko prideš samo z delom in samo v tem stanju lahko ti zares prepoznaš v celoti, da mi nimamo pojma o lifeu, da je vse že porihtano, da nič ni treba vedeti, nič sploh niti ni treba vedeti, da vse je, vsak trenutek je vse, kar rabiš, vse, kar je, in da nič ne veš in lahko zares dojameš čarobnost življenja. Čarobnost življenja, da dobesedno
ne v prispodobah, dobesedno sila, ki te je dala na svet in te bo vzela, ti da vsak trenutek vse, kar rabiš, če se ji ne upiraš. To je noro. To res živeti, samo skozi življenje tega, lahko to dojameš, to spoznanje je kar noro, je kar norost, kar noro je. Čudežno je, čarobno je. Dobesedno smo cel cajt vodeni in zaščiteni s strani Boga, če si to dovolimo. Če se svojemu očetu oziroma mami ne upiramo. In to je naša intuicija. Če se ne upiraš naši intuiciji, ljubezni v sebi, tistemu, kar je najbolj živo v tebi, tvoji najmočnejši inspiraciji, če se temu ne upiraš, bo zate poskrbljeno. Življenje je čarovnija. Mi ne vemo nič. Če slediš ljubezni, se vse zgodi najboljše, kar se ever lahko da. Ampak zato, da temu slediš, da greš z ljubeznijo v nepoznano, rabiš vero, rabiš zaupanje. Ker če boš živel v glavi in skušal konstantno predoločiti, kaj se bo zgodilo in pričakovati, zmeri razmišljaš iz poznanega. In če boš zmeri razmišljal iz poznanega, se ne boš nikoli spustil v nepoznano. In evolucija je nepoznana. Mi ne vemo, kam gremo. Ne vemo, kako bo izgledalo in kakšna je pot. Evolucija se dogaja, ampak kako bo izgledala pot do tam, ne vemo. Mi ne vemo, kaj bo naslednji trenutek. In če se ustaviš v lifeu, zato ker se zavedaš, ne zato, ker je to kao nek luksus. To je nuja zdaj. Mi drvimo v krizo in nujno je, urgentno je, dobesedno je urgentno, da se vsak ustavi v življenju in se zagleda vase. To je zdaj urgentno. Duhovnost je ratala urgentna stvar. Zato, ker skozi to bomo spremenili svet. In vsi, ki duhovnosti, ne budizma, religiji in ne vem čega vsega kurca, prave duhovnosti, človečnosti. Duhovnost je človečnost. Duhovnost je človeška moč. Človeška moč je duhovnost. Če tega ne prepoznaš, oziroma če si ne boš cajt vzel zato, da to prepoznaš in delaš karkoli drugega v lifeu, vedi, da se vdajaš v distrakcije. Mi tonemo, smo Titanik, ki se je že potopil, samo še en auspuh gleda ven iz vode. Mi smo že skoraj potopljeni Titanik in če v temu procesu, v temu aktu, ki se dogaja, odvija in je že skoraj dokončan, ne prepoznaš urgentnosti situacije in se usmeriš v tisto najpomembneje, v pogled vase in v prepoznavo realnosti življenja. Če tega ne narediš, karkoli drugega delaš, je distrakcija. Mi tonemo in ti delaš vse, razen to, da bi začel sprejemati ljubezen, ki te bo peljala skozi razreševanje lastnih strahov, lastnih problemov. Ker mi imamo v življenju strahove samo zato, ker nas je strah. In vsi, ki delate nekaj drugega, kot to, kar tukaj zdaj govorim, vedi, da ste v distrakcijah, da živite v iluzijah. Tudi če mislite, da delate nekaj pametnega, neko poslanstvo, je to vse distrakcija. Zato, ker cilj življenja je stopiti skupaj in končno začeti živeti harmonično življenje na tem planetu. To je cilj človeštva. In vse, kar ni v to smer, je distrakcija. Tudi če ima najjače namene, v energiji ima sebičen namen. Če ni to, kar govorim tukaj. Zato, ker to, kar govorim tukaj, vodi posameznika in potem skupnost v harmonijo. Končno v to, da ne živimo več v suženskem sistemu, da se ne pobija več ljudi, muči ljudi in živali in rastline in vse na tem planetu in da končno začnemo sobivati kot družina na tem planetu.
In vsi, ki mislite, da sem romantik, zaradi tega ste zelo limitirani in slepi. Zato, ker to je realnost življenja. Samo očitno nimate še dovolj zavedanja, inteligence, da bi to prepoznali, niste še dovolj zreli, da bi to prepoznali. In zato smo mi kot ljudje ovce na tem planetu. In zato so rekli včasih, da je na primer Kristus in taki podobni so bili pa pastiri, ki so vodili te ovce, ker elita so volkovi, večina ljudi na svetu so ovce, in pol imamo prave, naravne liderje, ki so v integriteti, ker so predelali svoje stvari in so s tem pastiri, ki imajo radi svoje ovce, ki jih vzamejo kot družino in jih vodijo v boljši jutri in zaščitijo pred volkovi. To je cela fora lajfa. Tako da jaz se imam za pastirja, vi ste pa moje ovce. Ampak jaz tega ne mislim kot derogativno, jaz vas ne žalim s tem, ko rečem, da ste ovce. Jaz sem tudi bil ovca, ampak zdaj pač več nisem. Zdaj sem pastir. In moj namen, moje poslanstvo je, da vas zaščitim pred volkovi. In želja bi mi bila tudi, da bi tudi sami ratali pastiri. Več kot nas je pastirjev, lažje nam bo, večjo moč bomo imeli. To je cilj. Meni ni cilj imeti ovce, jaz bi rad imel pastirje. Jaz bi se rad na neki točki razbremenil tega dela. Jaz to delam samo zato, ker je potrebno. In ker sem kvalificiran za to delo. Romantika. Biti romantičen človek, zdaj razen, če v nekih res hardstyle iluzijah živiš, ampak to ni potrebno, zaradi tega, ker realnost sama po sebi je že ful magična. Samo če si vzameš cajt in si ne dovoliš življenje vzemati samoumevno, kot samoumevno, da se ustaviš in vsak dan pogledaš v luno ali pa v sonce in se samo zaveš, da mi tega nismo postavili tam, mi lune in sonca nismo postavili tam, ne vemo, kdo ga je postavil, reče se, da ga je postavil Bog in tam je in ima funkcijo, brez katere bi mi umrli. Daje nam življenje, rabimo ga, je ena goreča krogla, ki lebdi na nebu in sploh ne vemo, kako deluje. Torej, ko pogledaš v sonce, se zavedaj, da gledaš v čarovnijo. Gledamo v čarovnijo, ki je noben čarovnik na tem svetu ne more narediti. Tak čarovnik, kot je Bog, ni noben na tem svetu. Vsak človek na tem svetu, ki si misli, da je ful zajban čarovnik, se zmeri spomni, da je en, ki je nad tabo in ta se kliče Bog. Mi ne znamo narediti takega sonca. Mi ne znamo narediti teh stvari. Mi ne znamo narediti vesolja. To je čista čarovnija. Čista čarovnija je. In mi niti kontrole nimamo nad tem. Lahko samo živimo v skladu s njo, z harmonijo, z Bogom, ali pa se ji upiramo in s tem prispevamo k zlu, k disharmoniji, k satanu, tako se reče. Ker so dobesedno neke demonske sile, ki vlečejo take ljudi, ki se upirajo Bogu, jih vlečejo k sebi na temno stran. Temna stran obstaja, zlo obstaja v tem svetu. Jaz nisem en romantik, ki si misli, da smo samo happy, jaz se zavedam, da obstaja zlo in ravno zato sem tu, da bi nas zaščitil, da bi vas zaščitil. Romantika, čarovnija, življenje je tako čarobno in nevedno, tako inteligentno, res je magično. In to, da ti tega ne prepoznaš, to ni moj problem. In da me zaradi tega, ker ti tega ne vidiš, mene označuješ kot nekega smotanega romantika. To ni moj problem. Da ti ne vidiš čarovnije življenja. To samo pomeni, da si slep, si aroganten, projiciraš nekaj name, zato ker si ignoranten. Ampak ker si šibek in si tega ne upaš priznati, se delaš, da si jači od mene in mi govoriš, da sem slepi romantik, glupi romantik. V resnici je pa, če pogledaš čistimi očmi, vidiš, da si ena lutka Boga,
ki te skozi tvojo lastno intuicijo, skozi katero priteka ljubezen, tvoja življenjska sila usmerja v tem življenju. In to je to. To je vsa svobodna volja, ki jo imaš. Ali to sprejemaš, ali se pa temu upiraš, še zmeraj greš v isto smer, kot si Bog želi, ampak po ful bolj boleči poti. To je to. Mi nimamo dosti svobodne volje, zelo malo svobodne volje imamo. In bolj, ko prideš v sklad z svojo intuicijo, bolj vidiš, da svobodne volje sploh ni, da je tvoja volja Božja volja. Kakšna je to svobodna volja, če je tvoja volja Božja volja? Potem si lutka Boga, potem ni svobodne volje. Svobodna volja je do neke mere iluzija. Mi ne moremo se upirati naši individualni izkušnji. Upor individualni izkušnji je samo samomor. Torej, ko rečem upirati, se treba zavedati, da ti se torej ne moreš upreti svoji individualni izkušnji, ker upor bi pomenil umor, samomor. Torej, mi, glede na to, da živimo, ker poslušajo me samo živi ljudje, glede na to, da živimo, mi se upiramo zmeri samo delu naše izkušnje. Ti se ne moreš upirati celi svoji izkušnji. To lahko dosežeš samo, če se ubiješ. Da zaključiš stvari. Drugače, se upiraš zmeraj samo enemu delu svoje izkušnje. Svoje individualne izkušnje in vsemu, kar je v individualni izkušnji. Torej, samo delu. Zelo malo svobodne volje imamo. Na tem nivoju imamo zelo malo moči. In cela fora vsega skupaj je ravno to, da se tega zavemo, da to živimo in to nas bo avtomatsko, čudežno, čarobno povezalo. Zavedanje in življenje tega nas bo čarobno povezalo. Iste stvari, v katerih se zdaj razločujemo, nas bojo čudežno, magično kar naenkrat začele povezovati. Kadar dovoliš, da živiš to, kar trenutek zahteva od tebe. To nas bo povezalo, vse svetovno. Notranje povezanje bo naredilo zunanje povezanje. To je to, ko bi le ljudje dojeli, kakšno moč ima prava duhovnost. Jaz ne govorim o religiji in o duhovnih praksah. Jaz govorim, ko rečem duhovnost, mislim življenje. Nič ni nad tem. Življenje je samo sebi namen. Vsak trenutek imaš vse, kar rabiš. Vsi odgovori so v tebi. Zdaj se sploh ne počutim motivacijski, ampak se počutim, kot da smo na eni maši. Jaz vrače nisem bil nikoli na maši, ne hodim na mašo. K polnočnici smo hodili nekaj cajta, ker je to bila nek običaj. Jaz vrače nisem cerkven človek. Ampak zdaj se počutim, kot da imamo neko mašo. V glavnem, romantika lajfa. Ko bi jo le ljudje prepoznali, ko bi si le vzeli cajt. Ampak zato, da prideš do čarovnije v sebi, da prepoznaš čarovnijo v sebi, si jo moraš dovoliti. Dokler si ne dovoliš ljubezni v sebi, ki naredi čudeže, dokler si je ne dovoliš, ne boš bil sposoben prepoznati čarovnije življenja. Zato, ker življenje zahteva življenje, ne pa zavedanje. Tam, kjer je življenje, je zmeraj zavedanje. Življenje zahteva življenje. In torej samo, če ljubiš vse dele sebe in jih živiš, lahko vidiš spremembo v samemu sebi
In kako čudežno je, ko prideš iz stanja depresije, neke ravnodušnosti, v stanje, kjer si poln življenja, ker kar naenkrat postaneš iskrica življenja in vidiš svet skozi rožnata očala, skozi rožnate oči. Ne vidiš več svet skozi depresivne oči, ampak vidiš svet skozi čudežne oči. To je čarovnija. Takrat postaneš čaroben in takrat postaneš čarovnija za druge ljudi. To so takšne malenkosti, ki, ko se naberejo, povzročijo čaroben trenutek, čarobno življenje in so zato zelo pomembne za razumeti. Če ne razumeš, kaj govorim, ni panike. Poslušaj si video večkrat, kaj je problem. Itak je terapevtski. Te videi so v vsakem primeru, že samo da jih poslušaš, so terapevtski. Zato, ker pomirjajo človeka. To je to. See ya.